Les je starodaven in brezčasen material, ki s svojo toplino, trdnostjo in blagodejnim učinkom na zdravje že od nekdaj nagovarja človeka. Je naša edina strateška in naravno obnovljiva surovina, ki jo imamo poleg vode v izobilju, saj se Slovenija s svojo 60-odstotno poraščenostjo uvršča med 3 najbolj gozdnate države v Evropi. Les simbolizira tradicijo in prihodnost hkrati. Je dolgoživ in trdoživ gradnik našega bivalnega okolja, saj je potresno zelo odporen in požarno varen material. Lesena konstrukcija pa ob požaru zdrži celo dlje kot armirano-betonska. Hkrati je les tudi strateška surovina prihodnosti, saj njegova uporaba v gradnji močno prispeva k blaženju podnebnih sprememb. Prisluhnimo navdihujočim zgodbam ljudi, ki strastno verjamejo v čar lesa in v njem vidijo material prihodnosti, priložnost za gospodarski razvoj in ohranitev okolja za prihodnje generacije. Zgodba svetovnega formata o slovenskem lesu sega v vas Čadrg. V tej odmaknjeni vasici so lani pri obnovi starega kala v ilovnatih plasteh, globoko v mulju, kamor kisik ni imel dostopa, po naključju odkrili 6 večjih debel jelke. Projekt je potekal pod okriljem Triglavskega narodnega parka v sklopu obsežnega projekta Vrh Julicev in to je bilo izjemno nenavadno odkritje, saj jelke na tem območju že vsaj 200 let ne rastejo več. Vzorce neverjetno dobro ohranjenih debel so nato poslali na ljubljansko biotehniško fakulteto, kjer je dendrokronološko analizo opravil oddelek za lesarstvo, vendar datacija zaradi previsoke starosti ni bila uspešna. Zato so dodatni vzorec poslali v laboratorij na Dunaj. Rezultat radiokarbonske analize je bil presenetljiv. Les iz Čadrga je star okoli 6560 let, kar pomeni, da je hlodovina jelk primerljiva z najstarejšimi kolišči na Ljubljanskem barju. V javnem zavodu Triglavski narodni park so odkritje upravičeno poimenovali kar čudež iz Čadrga. Je čudež, sicer se po svetu vse dobiva tako stare lesove, ampak ponavadi je to hrast in ponavadi ni tako dobro ohranjen, kakor je ta. Posebnost tega lesa je to, da je v bistvu, ko smo ga žagali, je bil svež not, rumen. In čez 10 minut je oksidiral in postal take barve, kakor je zdaj. In ohranil je svojo trdnost, se pravi, razen teh razpok, ki so bile že prej, je praktično ni razpokal. Je pa tudi to, ta les je bil popolnoma napit z vodo, se pravi zunanji del, ki je bil že bolj tak spužvast, je bil napit, znotri itak surov in to je bilo težko, res neverjetno. Potem, takoj po razrezu, se je zelo hitro posušil in je zdaj praktično lažji, kakor smreka, naprimer, pa jelka velja za precej težek les. Mogel je biti en zelo velik vetrolom, da je odlomil zdrav kos drevesa in da je ta padel takoj v vodo in da je to blato naredilo vakuum in ga praktično zaščitilo. Ker les je bil popolnoma svež, in če bi bil, ne vem, pol leta zunaj, bi bil že črviv oziroma bi že glive ga napadle, tokrat je pa pač se konzerviral popolnoma. In zato je posebno, ker zdaj mi lahko iz tega nekaj izdelamo. In to ne samo eno mizo, naprimer, ki bi jo zalili z epoksijem, zato da obstane, ampak kot je pole moj brat predlagal, da bi delali glasbila in se je izkazalo za super idejo. Se pravi, da se naredi iz tega res dolgo mrtvega lesa nekaj živega. Da v bistvu, če naredimo glasbila, že, ne vem, iz lesa, ki je rasel v času mlajše kamene dobe, že navdahnemo s tem glasbenike in tudi poslušalce in je pač to že to, ne rabi kakšnega drugega bistva.
čudežne jelke iz Čadrga, ki je padla v času starega Egipta in se je v ilovnatem blatu dobesedno mumificirala ter se tako naravno zaščitila pred razkrojem, pa vodijo v sam center srednjeveške Škofje Loke. V miniaturno delavnico goslarja Danijela Muska, kjer iz najstarejšega lesa na svetu že nastajajo prvi obrisi violine. Načrt je, da bi Danijel iz lesa, ki ga ima na voljo, izdelal 15 solističnih glasbil, s čimer bi se ustvaril edinstven godalni kvartet s prav posebno resonanco, saj bodo glasbila narejena iz prastarega lesa, ki je rasel v času mlajše kamene dobe. Zlato obdobje Stradivarija je bilo med 1700 pa 1720, se pravi, so te inštrumenti imajo približno 300 let star les. Mi imamo pa tukaj 6500 let star les. Potem je šlo meni skozi glavo, se pravi, če bi ta les bil zdrav, če pravijo, kaj naredi čas temu lesu, ne? In to se more tudi na nek način odraziti na vsebini tona. Zdaj imamo pa materijala, predvidoma imamo materijala samo za en čelo. Se pravi, moja želja bi bila, da bi okrog tega čela, če bo možno, da bi ta čelo nekako uspel, da bi ostal v Sloveniji in bi okrog tega čela naredil še cel kvartet, preostali del kvarteta, godalni kvartet, se pravi še eno violo pa 2 violini. In bi to kot en osnovni ansambel, recimo godal, tukaj skupaj v zbirki ostal. In ta čelo bo, če ga bomo dejansko uspeli narediti, bo pa najbolj ekskluziven del te zbirke, zato ker bo samo eden. Spravljam pa vsak oblanc, vse dajem na stran, ker vidim tudi, včasih tudi ljudje v bistvu zdaj zadnje čase skoraj vsak teden, kdo pride tudi iz tujine, slišijo pa hočejo priti, hočejo malo potipati les, pa jim lahko vsaj daš, mogoče kakšen oblanc, tako da se malo struktura vidi. Silovit napredek v promociji slovenskega lesa, njegovih polizdelkov in končnih produktov pa je v zadnjih letih na področju lesno-predelovalne in pohištvene industrije naredila digitalizacija skupaj z novimi materiali, ki prinašajo tudi večjo svobodo pri oblikovanju. Ja, včasih je, bilo v pohištveni industriji veliko fizičnega dela. Sedaj je ta fizično delo poskušamo vsaj v določeni meri odpraviti oziroma uporabljamo pomoči od robotskih rok do razkladalnih in nakladalnih naprav. Ni treba v bistvu, da so ne vem kako fizično močni, v bistvu sedaj rabimo bolj izobražene, digitalno podkovane zaposlene. Konkurenčna bitka na trgu je izredno huda. Kar cenovni pritiski so izredno veliki. Na to poskušamo odgovoriti z individualizacijo, v bistvu z vlaganjem v sodobno opremo, ki omogoča individualne rešitve, ker velikoserijska proizvodnja je v bistvu v naših krajih praktično nemogoča. Za sodobno industrijo oblikovanja novi materiali, izdelani iz furniranih plošč, iz novih materialov, v bistvu pomenijo veliko večjo svobodo pri oblikovanju samega pohištva. Zdaj, če se dotaknemo teh novih kompozitnih oziroma furniranih plošč, te furnirane plošče vsebujejo veliko lesa. To je v bistvu ta furnirana plošča, naša furnirana plošča vsebuje 90% lesa. V bistvu tukaj uporabljamo za sredinski del se uporablja slabši les, v bistvu za ta zunanji del, za furnir se uporablja les, višjih kakovosti, tako da v bistvu uporabimo vse, da se tudi ta les, ki se bi v nasprotnem primeru izkuril, požgal oziroma uporabil za kurjavo, se ga uporabi v bistvu za nekaj uporabnega in mu podaljšamo življenjsko dobo, ne vem, za 10, 15, 20 let. Ja, ljubezen do lesa, jaz mislim, da je to kar malo prirojen. Ker glede na to, da je to tudi fizično težek del, da si večno izpostavljen nekim vremenskim razmeram in podobnim zadevam, moraš to v resnici rad delati, da pri tem ostaneš. Je pa na koncu dneva je zmeraj lepo pogledati nekaj oprijemljivega, nekaj, kar si resnici z rokam naredil in
na kar si v resnici lahko ponosen. In ja, pri nas 6 generacij, se pravi do pradetka, so se vsi ukvarjali z lesom. Potem je pri nas 2 generacije preskočil, jaz pa brat so pa spet začela se s tem ukvarjati. Ko govorimo o lesno-predelovalni industriji, ne moremo mimo bogastva, ki ga imajo na Slovenskem rokodelske dejavnosti. Priča smo izjemno hitremu zatonu starih mojstrov, ki še imajo znanja tesarjenja, slamokrovstva in tudi skodlarstva. Panoge, ki je od leta 2017 vpisana v slovenski register nesnovne kulturne dediščine. Danes se s to obrtjo ukvarja le še nekaj entuziastičnih posameznikov, ki skodle izdelujejo in z njimi krijejo strehe in fasade stanovanjskih in gospodarskih stavb na Gorenjskem, Koroškem, Štajerskem, Notranjskem, Kočevskem in Severnem Primorskem. Zato je prenos znanja, ki smo mu priča v Cerkljah na Gorenjskem, med mojstrom Stanetom in vajencem Maticem, še toliko bolj dragoceno. Gre prvič za leseno kritino, za katero človek sprva niti ne pomisle, da bi lahko bila obstojna v vremenskih razmerah. Drugič, izgledajo blazen lepo, saj meni osebno. Tretja reč, ki pa je pa to, da je teh majstrov skozi manj, ki še znajo to delati. Prenos znanja tle je nujen, zaradi tega, ker če se mi, kot mlajša generacija, tega ne bomo proučili, kdo bo potem za nam to obnavljal? Kdo bo delal te zadeve? Enostavno bo ta znanje izginil. Kaj pa je s skodlem pridobimo? Dejansko neko trajnost, ki jo ne moramo zagotoviti z nobeno drugo leseno oblogo, ali si naj gre za fasade, ali si naj gre za strehe. Plus tega je pa tle ena zelo dobra povezava med tradicijo pa moderno arhitekturo. Pa še na trajnosti pridobimo, se pravi, zadeva dejansko lahko zdrži tudi do 100 let. Jaz mislim, da bi mogli tle sigurno tudi arhitekti sodobni majčkeno nasproti priti s to zadevo in vključevati, se pravi, te skodle na kakšne objekte, ki so tudi na kakšne javne objekte. Zakaj? Ker gre za trajnostni material, ker gre za tradicionalen material, obenem okolju prijazen material, pa še izgleda blazno dober. Te šinkelje so me naučili pastirje delati, te starejša, ki so te bajte še znali pokrivati, pa še tudi mlajš, ki smo, pa če veliko devaš, se naučiš, če te zanima, če te pa ne. Sem bil tudi zmeraj zraven, če se je ledal, ki so tudi posekali smreko, pa kako so gledali, kjera je lepa, kjera ni, to so hodili po hmajno, pa kjera je te prava, da so jo podrli pa razžagali pa scpili. Včasih so rekli, dobrega gospodarja zdrži 15 let na vek, pa ni slabega pa 20. Les za skodle mora biti cepljen, ne žagan. Čim je žagan, je to deska. Meni največ pomeni, da je Matica zdaj to zanima in tudi rad to dela. To ga res zanima in to takmo človek lahko pokažeš, mu ni treba 5krat povedati, samo vid pa ve, zakaj se gre. Najpogosteje so bile s sklanimi skodlami prekrite stavbe v višje ležeči gozdnati alpski krajini, pogosto tudi znotraj varovanega območja Triglavskega narodnega parka, kjer so skodle zaradi varstva kulturne dediščine in ohranjanja krajinske podobe edina dovoljena kritina. Eden od varuhov, ki na Kamniškem koncu še ohranja alpsko, skodlarsko in krovsko dediščino, je mojster Bojan Koželj iz Stahovice, edini registrirani skodlar v Sloveniji. To je pravi resonančni les, avtohtoni jezersko-solčavski macesen, ki mora rasti nad 700 do 800 metrov nadmorske višine na pustih tleh, da so letnice stisnjene. Ne sme biti zavit, mora biti raven, brez grč, tako da je struktura lepa za cepiti. Les prvo razrežemo na poljubne mere, dolžine teh skodelj so 40 cm in na to razcepimo na osmino te dele, jih izločimo belino in lubje in sredico, ker iz sredice navzven les odmera. Najbolj pomembno je to, da ustvariš krhlje, in kot bi razrezal torto, in potem resonančno cepiš skodlje ven,
Ker so skodle odcepljene, pomeni razdvojene, oddvojene, niso odrezane in niso pore poškodovane. Zato vodo ne vpijajo, so zelo odporne. Kakšne so torej hiše prihodnosti v luči lokalne samooskrbe, krožnega gospodarstva in zelenega prehoda? Ena večjih investicij na področju lesno-predelovalne industrije v zadnjih 5 letih je tako v začetku letošnjega leta nastala v Ormožu, s čimer se je sklenila veriga od slovenskega hloda do hiše kot končnega izdelka. Hiše prihodnosti so prav gotovo narejene iz slovenskega lesa, so prav gotovo skoraj nič energijske hiše, kjer je toplotni ovoj v kombinaciji z tehniko ogrevanja in pa tehniko prezračevanja ter v kombinaciji z sončno elektrarno daje rezultat, da hiša porabi manj, kot dejansko potrebuje za ogrevanje in za gospodinjsko elektriko. Mi zdaj iz Pohorja približno tam od 50 do 70 km pripeljemo hlod. Hlod se deponira, se iz deponije vzame in gre na horizontalni rez, pozneje gre na večlistni rez, kjer se ta les, ki je razrezan, tudi avtomatsko zloži v zložaje, ki grejo v sušilnico. Nato se les odloži in odleži v skladišču in pol nadaljuje naslednji proizvodni proces, to je vzdolžno lepljenje lesa, ploskovno lepljenje lesa, se pravi, to so tako imenovani KVH in BSH lepljeni nosilci, ki so potrebni za pol že v gradnju v samo steno, z katere pa pol tudi nastane hiša. Prednost modularnih hiš pa je v tem, da so samo v 2 tednih proizvedene in samo v 2 tednih tudi končane na terenu. Je ta hiša lahko tudi preživi 300-400 let, tako da ljudje imajo tukaj mogoče kakšen pomislek, da pa montažna gradnja ni odporna na poplave in na vodo, na izliv vode, kakorkoli, ampak to se da vse urediti, če se pravočasno pristopi. Les samo ne sme biti podvržen vlagi dlje časa in lahko brez problema preživi stoletja. Ključno pa je to, da je celotna proizvodnja na 2,3 hektarjih in se vse zgodi na enem mestu. To pomeni, da ni teh transportnih stroškov. Če si zamislimo, da smo v preteklosti kupovali KVH in BSH lepljene nosilce iz vzhodne Nemčije, to je približno 800 km, je tu že ogromno, bom rekel, teh emisij prihranjenih. Slovenski les treba oplemenititi in ga prodati na tuje trge, tako da tukaj imamo ogromno možnosti, da našemu slovenskemu lesu dodamo, da oplemenitimo, da mu dodamo to dodano vrednost. Posebno vlogo pri popularizaciji rabe slovenskega lesa imajo tudi oblikovalci, ki z unikatnimi izdelki in pohištvom, narejenimi iz masivnega lesa, vse bolj prodirajo tudi v tujino. Dejana Pfeifferja, grafičnega oblikovalca po izobrazbi, je pred 3 desetletji premamil vonj lesa. Les razume kot subtilni material, ki mu omogoča neverjetno veliko svobodo oblikovanja. Čemu le znaš prisluhniti? Les kot material se mi je zdel zmerjen, blazno prijeten, topel material. Mogoče je bila že želja po šoli, jaz sem grafični oblikovalec po izobrazbi, sem probal na akademijo na smer kiparstvo. Ne vem, na žalost ali pa na srečo mi ta pot ni bila usvojena, tako da se je spremenila potem v oblikovanje in izdelavo predvsem pohištva iz masivnega lesa. Meni osebno sta mi mogoče 2 izdelka nekje najbolj pomembna v življenju. To je jedilna miza, se pravi točka, kjer se naj bi družina recimo zbrala, okrog katere naj se dogaja kulinarika, hrana, sreča, veselje, jok, žalost. In druga je seveda pojsla. Pojsli preživimo približno 1/3 življenja, pravijo, in pojsla mora biti iz enega naravnega, kvalitetnega materiala, ki je to iz mojega vidika seveda les. 30 let nazaj sem začel potem tudi svoj les nabirati, to pomeni, da sem hodil po žagah od kmeta do kmeta, iskal kvaliteten les. Že vedel sem takrat približno, da se pravi me zanimajo listovci, slovenski les, seveda, še enkrat poudarjam, pa mogoče bolj sadno drevje, sadno drevje v smislu češnje, oreha, hruške, kostanja in tako naprej. Zaradi tega, ker ima neko bogato strukturo, malo tudi kvaliteten les je za uporabo. To pomeni, da sem delal na način, kot so včasih kmetje delali. Se pravi, da so ga najprej zračno sušili, zelo dolg je ta proces, približno centimeter lesa se suši 1 leto, se pravi 5 cm debel ploh se suši približno 3 leta, ker mora biti zletvičen vmes, da je v zložaju, zato da zrak kroži.
In ko je zračno suh les, se pravi, jaz vsaj 5 let pustim kjerkoli les, ki ga imam v zložajih, potem ga dam še umetno dosušiti, ker največja težava v bistvu je, da na današnjem času so stanovanja s centralno kurjavo, kjer so prevelika potem nihanja temperature in vlage, po zimi, polet in tako naprej. In les, če ni primerno in dolg usušen, pridejo težave. Jaz pa nočem težav, jaz hočem pa narediti izdelek, ki bo preživel človeka dobesedno. K večji popularizaciji obdelave lesa in njegovih kompozitov pa pripomorejo tudi urbane delavnice v mestnih središčih, kjer se vse bolj izgublja tako skupnost kot tudi veščine fizičnega dela z rokami. Ob nabrežju Ljubljanice je tako v javnem zavodu Center Rog zrasel moderno opremljen lesni laboratorij z mizarskimi stroji, klasičnim in električnim ročnim orodjem ter modernimi CNC stroji, kjer si lahko vsi, ki jih zanima ustvarjanje iz lesa, sami ali pod mentorskim vodstvom popravijo ali predelajo staro pohištvo ali pa si izdelajo različne predmete, vse od okvirja za sliko do masivne jedilne mize. Mizarska delavnica sredi prestolnice tako raste v prostor druženja, kjer se vzgajajo urbani rokodelci 21. stoletja, ki znova odkrivajo les in njegovo rabo v vsakdanjem življenju. Vsi smo navajeni, da če si doma na periferiji ali pa na podeželju, znaš marsikaj popraviti sam, narediti sam, ustvariti sam, medtem ko v mestu teh priložnosti niti ni toliko. V blokih ni več skupnostnih prostorov, kot so bili včasih, delavnice ne moreš imeti v garaži in tako naprej. In zato smo tukaj v Centru Rog ustvarili en tak prostor, kjer imamo skupnostne delavnice za zelo različna področja in ena izmed teh delavnic je namenjena prav delu z lesom. To je naš lesarski lab ali klasična mizarska delavnica, kjer lahko pravzaprav ustvariš vse, od dilce za rezanje iz kosa masivnega lesa do pručke, celo čoln so pri nas že naredili. Ja, tukaj zelo veliko uporabnikov pride, jaz jih tudi vedno vprašam, kakšno imajo kaj zadnje izkušnje in tako naprej. In velikokrat omenijo, da delajo veliko za računalnikom, sedeče delo, tako da sem pridejo v bistvu nekaj z rokami narediti, nekaj konkretnega, nek konkreten izdelek, da pač so lahko ponosni na njega. Les je nekako za vse čute, a ne? Imamo ta vonj, ki je tipičen za te mizarske delavnice, vsak, ki stopi tukaj noter, pa pravi, koliko pa tukaj fajn diši, a ne? Imamo tudi kakšne programe za otroke, kakšne delavnice recimo, ampak lahko bi tudi recimo prišli skupaj starši in da skupaj ustvarjajo. Tudi to je, mislim, da je en pomemben del Centra Rog, ta medgeneracijski moment, se pravi, da starši, otroci, stari starši, vnuki in tako naprej pridejo sem, skupaj nekaj naredijo, skupaj ustvarjajo in pač preživijo čas skupaj. Tako kot naši mojstri v lesarski delavnici pravijo, vsak kos lesa ima svojo osebnost, vsak tip lesa je drugačen, ne samo na otip in na pogled, ampak se tudi drugače obnaša pod roko, pod ročnim orodjem, ampak tudi pod stroji, tako da je vsakega treba znati pobožati, da ga oblikuješ v to, kar želiš. Mislim, les je en tak material, ki smo ga uporabljali ljudje že pač od prazgodovine. Praktično prva orodja, ki smo jih ljudje naredili, so bila že iz lesa. In kakor je les še zmeraj popularen danes v raznih interjerjih, v bivalnih prostorih, ne vidim, da bi kaj malo šel stran. Ja. Les je naša vez s preteklostjo in prihodnostjo. In verjetno ga danes za svoj obstoj potrebujemo bolj kot kadarkoli prej. Naj bo les naš ponos, nacionalni interes, gradnik naše bivanjske prihodnosti. Uporabimo slovenski les.